Ja, dobro, Donatello, kaj je tebe? Ja, pa dirkaj malo. Glej, kaj sta Rafael, pa Michelangelo sta te že 3-krat nastala. Veš, kaj ti zdaj jaz povem? V boks te bom dal, evo. Gremo, dečki. Čakaj malo, Žužo, kaj pa je to? Venci za nagrob. Ojo? Ko je mogoče kakšen avion s tvojo celo familijo na krovi dol zleto. Pa to. Ni to za mojo družino, Beno, to je za moje stranke. Čakaj malo, ko so vmrle? 1. november se bliža, Beno, treba je biti pripravljen. In jaz sem pripravljena. Ojo? Glej to. To so venci, zraven pa pridajo prazni trakovi, razumeš? Da si lahko vsak gor napiše, kaj si hoče. Kot posebno darilo pa je poleg še kuli, taki posebni kuli, ki piše zlato barvo. Vsak si lahko napiše, kaj si hoče. Ni to super? Koliko tega si kupila? 50 komadov. 50, super. Miki pa Raf, če naša baba tega ne proda, komu pa pol? Mucek, ljubček, knedelček moj, tvoja pripomba je odveč, ker meni biznis super štima, razumeš? Bom jaz svoje stranke prepričala, da bodo tudi te vence kupile, nič se ti ne boj. Ja, če jih pa slučajno ne bodo kupili, pol bo pa najno stanovanje še en telenko mrliška režica. Da pa ti stanovanje spreminjaš živalski vrt, to je pa vredo, ne? Žuža, to je moje delo. To je pa moje delo in za razliko od tvojega se ne premika. Ja, pa dobro, no. Vse se te moje želve tudi ne premikajo. Tako strašno hitro, ne? A poleg tega sem jih pa že streniral, da dol z tega pol ligona sploh ne grejo. Skoraj. Kaj pa ti je bilo, da si teh 120 želv vsem prevlekel? Vse sem da pa ja videl, 120, ja. Ja, nič. Domov sem jih prinesel, ko jih malo trenirati moram, ne? Ja, otroci so čisto znoreli, ko so gledali oni film Ninja želve 3. Ja. 14 primerov odvrženih želv čez balkon smo imeli. Ja, res. Zdaj jih pa pač moram malo trenirati, da bodo pripravljeni na toke hude potce. Smo pripravljeni? Dečki, gremo. 3, 4, 3, 2, 1, hop! Zjutraj, ki te zbudi, ko bi še spal, se glasno sveti. Pozno po noči ti spat ne pusti, v posteli svoji telovadi za 3. To nad dopustov za pošto skrbi, Ti rože zaliva prebarska stvari, to ti posodi jajček ali pa. vse si ga vrnil, ko ga ni bilo doma. Lepo je biti sonce, saj nič ne boli. Prijazen je pozdrav in vračajo se stvari. Lepo je biti sosed, lepo je biti fin. Ko si v težavah, da si pravi ti. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skoz sonce in smeh. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skoz sonce in smeh. Lepo je biti sosed. Lepo je biti sosed. Lužika, veš, rad bi se malo pogovoril o mojih brkih, pa to. Povej, Mucek. Glej, tista vodica za rast brkov tvoja, ne? Kako da rečem, nekako ne dela glih. Kaj bi rad s tem povedal? Kako ne dela? Le kakšen prirast imaš? Daj no. Lužika, no, ne! Ne izdokti! Le, kako je tu gosto, kot v Kočevskem rogu. Ja, zato pa moram najbrž paziti, da se na kakšen prebih ne bi postavil. Da mi to kočevski prirast ne odpihne, pa to se veš, kaj mislim, pa take. Oprosti, Mucek, jaz se moram za malo z logistiko ukvarjati, veš?
Oprosti, jazbec, moj mali, ne bom te motil. In rabim tebe. Jo? Ko gre mogoče za kako osebno stvar, pa to? Zelo. Kaj če bi ti malo skočil Na tebe? do Ivota, pa ga lepo prosil, če bi jaz lahko te vence malo spravila v njegovi delavnici. Samo za malo časa. Zakaj pa ti do njega ne skočiš, pa ga prosiš? To, Beno, ker si ti njegov najboljši prijatelj. Ja, res je. In rad bi, da bi tako tudi ostalo. Saj veš, kaj mislim. Joj, Žuža, no. Kaj? Pa ti ja veš, da je njegova delavnica za njega ko poslednja oaza. Ko njegov varni pristan. Ko varno pribežališče. Ko čas strica Toneja. Ko izredno redka zmaga Jurata Koširja. Ko bujni nasje Vladota Kraslina. Ko veliki dobro zmasirani Joški Saške Lendero. Zrihtaj, Beno, ja? Grem jaz po tretjo rundo. Hvala. Čakaj malo. Kako to po tretjo rundo? Baba. Ivan! Ivan, ti pospravil delavnico si. Njega, je urejena in pospravljena. Pogledam potem. Ja, me a priorno veseli. Prinesem kosilo tudi. Tega se še bolj veseli. No doj, Ivan, kaj dela tako dolgo? Silvika, kaj lečeš, jam se? Nem češljoj se, ostrižem do kote. Ivan! Zdravo, špeheci, pa to. Šta nam, Benu? Ti obril se si. Oj, Silvika, pa kot te ti nisi bila v prejšnji epizodi, Ja, ko sem se mogel obriti, tako je bilo v scenarije. Režiser, Ven Emeršič mi je rekel. Dobro, nema veze. Kaj je Ivo doma? Posluš, Benu. Hoče moja voda. Ivan pomaga zelo. Voda? Ne, hvala, nisem žejen. Nem, to čudežna voda od moje Anjuško. Zorosti dloke. Ja. Ja, no, pogled, Ivan, pokaž se. Jo, Ivan! Gostijanor! Beno, Pa se tako izgledaš ko Helena Zaman. Blagne. ona nima brkov. Ne, nima, samo bi ji pa pasali. Tako z levega profila. Pa to. Jaz ostrižem gozdoj. Zakaj pa se mu tako vrepaš? Zakaj sprašuješ? Danes popravljam multinamenski mikser. Si predstavljaš s temi dolgimi lasmi, kaj v kakšni smrtni nevarnosti si? Ivan, ne govor smrt. Ti veš, da od smrti jaz depresivno roto. Ivo, kaj pa brke? Kaj z brki? Ja, dobro, čakaj malo. Kaj bo zdaj skozi imel take brke? Ivo, eni lepi brke v naše nadstropji so čisto dovolj, saj veš, kaj mislim, pa to pa take. Ja, jaz sem še v fazi odločanja, Beno. Jaz uredim vse. Benči, daj ni meni, jaz. A res, kako ti lahko pomagam? A ja, to, ja, veš, ne, nič tak pomembnega pa to, ne? Ti bom pol v tvoji delavnici vse razložil, saj veš, kaj mislim. Dobro? Kdaj le? Ja, kot jaz vem, okrog kosila pa to. Ti se kar oglasi. Vreje. No, adijo, Ivo. Adijo. Servus. Servus, Silvika. Kaj je? A si mi odstrigla trepalnice? Nem,
Jaz pozabila dati Benu moja voda. Silvika, zdaj se sfokusiraj na moje bujne lase. Vodica lahko počaka. No, počakaj. Kostan. Silvika, pozadnjak. Joj, Ivan, ti zdaj profesionalec si. Igen, ja. Ti si moja inspiracija, Silvika. Joj, Ivan, samo gledam ta tvoje lase. Ja. To nam dobro. Raste dobro, ta voda dobro dela, samo frizur nam pošati. Igen. Joj, veš kaj? Jaz govorim z moja prijateljica iz folklor, ne? Ja, ona dobro striže. Če ti tako praviš. Jo, na srečo jaz boljša kuharica sem kot pa frizer. Igen, ja. O, kaj pa imaš danes? Posebna stvar, najljubša, paprika. Paprika. Ja. Joj, Ivan. Ja, Silvika. Veš kaj? Kaj je? Zdaj, ko gledam tako umazan si ves, Ja, vidiš, no, kaj od olja si ves, Ja. zelo erotiko, što mi je. Silvika. Ja, res? Ne moreš, no pa. Bom kdaj, ko bom prišel iz delavnice gor, se ne umil, pa ne stuširal, pa bova nadaljevala. Doma to ne delo, samo tu v delavnici. Zdaj čisto vse je, tako kot ti napravil si. Ja, Silvika, seveda, pa tukaj jaz ne vidim nobene posebne delovne površine, kjer bi mi dva lahko. Silvika, daj prosim, no pa lahko kdo pride vsak trenutek. Ma zaklen vrate, daj napis pridem tako. Ja, Beno pride vsak čas. Jo, pa daj, pa Ivan, jaz zapeljem te tu, ti pa mene broniš se. Silvika. To ne me roti, kuzda. Dobro, no, daj, Silvika, se bom doma dodatno namazal z oljem, pa boš videla, bo drsela vso noč. Ivan, to ne dobro doma, kaj naj potem veržem stran cela postelja? Za odoljeno, prosim te. Ne poglej, to ne dobro. Daj, ti pa nisem več všeč Ne na olje. samo olje in delavca, ta kombinacija. Ne, nič te s to kombinacijo, Silvika, ne, daj prosim te, no. Vidi, kaj ja lahko pojem v miru. Odlož, ko si Ne bom, Ivan, Silvika, odlož ga. no pa daj. Zgleda, da sem prišel glih v najbolj nepravem trenutki, pardon. Ne, kaki, si prišel kot naročeno. Ja, imamo meso. Jaz na kloroformu. Ja, lepo. Kam moraš? Na no, postrižem te zvečije. Igen, Silvika, igen. Ja, samo sem mogla. Jo, tu pa vzemi, ja. Pol ne boš. Lepo je biti sosed. Ivo, ko se te vidva bosta strigla, tako ti hitro lase rastejo. Če vidiš, da ni zadovoljna s frizuro. To? No ja. Ivo, važno je, da si brke obril. Ja. Brki niso več moderni. Kdo pa še danes nosi brke? Kako kdo? Jaz. Ja. Ko pa imaš to? Kaj, to mi je prinesla Silvika za, saj veš, no, papriko. Je ala Boš? Ne, hvala. Veš, imam nekak občutek, da bom rajši lačen. Doj pa ideš kaj. Tu v moji delavnici še nihče ni ostal lačen. Ustav špe. Jo, man. O, Sonja, tu vidiš, Beno. Smo dobili goste, pico. Tu ga je doma, jaz pa glavo trezno, nimam niti centa, tako vedno bože. Vzdilo bom par pic, da lahko dobim, da se veselim, respekt, čilam,
Punca prija, 2, 3, 4 pa si, sitko svija, študiram pa mislim, kaj bi naredil. Nič, izpiše eno naročil. O, Zonjo, to je bil pa že pravi koncert. Samo jaz imam v želodcu čisto nekaj posebno drugega. Fantje, koliko sem ostal dolžen? 5,50. 5,50, kaj je družinska? Ne, navadno. Klasično. Potem pa pustita za pivo, pa no 2 kavi, boš že se znašlo, pa nekaj benzina. Dobro, najlepša hvala. Adio, hvala vama, ja hvala, adio. Vidiš, današnja mladina. Ozane, Beno, kako ti lahko pomagam? Alo, tu. Ivo, glej, ne, tu sem te mislil vprašati. Kaj je to res, da je Silvika, kako naj bi rekel, da se... Ja, da je spet v pohodni fazi. Ja. Ne, saj nisem to mislil. Hotel sem te vprašati, če je res, da je Silviku strah stvari, kjer so tako blizu smrti, pa to. Ja, odvisno kako močno so povezane. Ja. Ivo, to sem te mislil vprašati, ne? Žuža bi eno tako posebno robo za par dni pri tebi malo skladiščila, ne? Ja. Pa se bojim, da je mogoče ta posebna roba nekako malo mogoče povezana s smrtjo, pa to vse veš, kaj mislim. Ja, za kakšno posebno robo pa naj bi to šlo? Ja, to bi šlo za nagrobne vence. No, nagrobne vence? Ja, to je tako že malo povezano s smrtjo skoraj, ne? Kaj ne bo povezano? Nagrobni venci zgoraj, kadaver pa spodaj. Ivo, se pravi, nič ne bo. Nič ne boš pomagal svojimi starimi, dobrimi prijatelji, Beno, samo prosim te, pa kaj ne bi pomagal? Seveda bi ti pomagal, samo kaj morem, če mogoče pa bi lahko se nekako, če bi stvar zakamuflirali, no. Ja, čakaj malo, Ivo. 50 nagrobnih vencov boš malo težko zakamufliral, če veš, kaj mislim. Igen, koliko? 50? Ja, kaj je Žuži v celoti pomrlo sorodstvo? Ne. To je ona kupila za stranke, ne. To bo ona zdaj prodavala. Ja, dan mrtvih pa to. Ja. Igen. Ja, kaj te ne prodaja? Luči, sveč, rož, ikeban. Ivo, točno to sem jaz rekel. Igen. Ja. Ozon. No ne, Igen, to ji pa nisem rekel. Ja. Ozon, ja. Ivo, kaj bolj Silvika dosti hodi sem v delavnico pa to. Ja, Beno zdaj, ko je v tej hormonalni fazi, bo vsak dan na obisku. Igen. Se pravi, nič ne bo pol. No, Beno, nisem rekel, da je ravno nič od... No, mogoče pa nekaj bi le... Se nekako... Žuža naj prinese sem kakšno ponjavo. A pa neko veliko platno, da lahko vse te vence, ki jih bomo spravili semle v kot, pokrijemo in potem lahko samo moliva, preden Silvika najdejo. Ja, ziher, ja, Ivo. Pa ti veš, da Silvika čisto vse najde. Se spomniš zadnjič na pikniki? 5 peresno deteljico je našla. Še za cajtnega so jo slikali. Igen. Ampak, Beno, velike reči so o čem najbolj skrite. Ja. Ivo, veš, kaj ti bom zdaj rekel? Hvala ti, prijatelj. Še kdaj?
prijatelj ti. Oh, in neka se me... Cika! Odanja! Kaj pa je tebe treba bilo? Ti veseli si, ko jaz prišla za... Tega, kaj ne bom, imam veliko dela. Posluš, Ja. ko prikaž dober bil. Ja, ni ostalo niti p od pa. Ja. Ivičko, Silvika. imaš energijo zdaj. Kako energijo? Energijo. Ne, kaj da nos, prosim te. Ja, vsak hip lahko kdo pride. Ne pride. Daj, Silvika, prosim Jaz te. dala napis inventuro. In zakaj le? Zakaj le? No pa, Silvika, no pa, daj, prosim te, ne. Ivan grobni venci, tu so. Ja, kaj je? Grobni venci, kaj ti delaš? Popravljaš grobnjavo, veneci. Kaj ti delaš, grobni venci, tu v delavnico? Skladiščim jih. Saj bojo tu samo nekaj... Ja, ni do 1. november. Od koga so? Ja, od koga? Kot da je nekega mojega dobrega znanca. Žuža. Ja. Lepo je biti sosed. Ivan, pa poglej, pa ti daš veliki najem za ta delavnica. Žuža pa to uporablja za skladišče, za svoja troparija. To nem toliko šlo. Nem šlo bo tako. Ja, pa meni. Sem od vaju, pa tega ne bi pričakovala. Kako? Kaj, česa le? Ja, česa? Tega, kar sta počela, ne? In to med venci. Pa kaj govori? Kaj ti tu dela? Žuža mi je rekla, ne pridem sem. Venec potrebujem za prijatelja. A ja, je pokojni. Ne. Za ženin grob potrebuje. A za ženin grob potrebuj, ja. No, tukaj imamo vence z napisom. Ja, če izvolite. Piše za... Zavedno boš v mojem srcu. Tako. Se to je zelo romantično, Juči, ne? Se bojim, da bo malo preveč cinično. Pa preveč cinično. 2 meseca potem, ko je žena umrla, se je na novo poročil, ne? Ja, da razumem. No, torej, kako? Ne razumem. Tu imamo potem še enega z napisom, ki vsi ostali pa so brez napisa. Pomagaj mi zelo. Nikoli te. Te ne pozabim. Tako, ja. Tu gre, je videti že za neko ljubezensko malo razmerje, vendar na nič nekako ne v podtonu ne namiguje. Ja. Imaš prav, Juči, tega bom vzela. Hvala. Ja, to je 45 evrov, prosim. Izvoli 50. Ja, hvala lepa, Pamelca. No, pa še praktično darilo. Gre za zlato pisalo, s katerim lahko on napiše tudi njeno ime, pa kar želi, hoče. Super, Ja. hvala. No. A vama pazim vrata? Ne, Pamela, prosim. Silvika. A je. Ivan, ti res, ti malo si čika. Pa kaj ti delaš? Ti daš za ston svoja delavnica gratis, Žuži, ja? In potem še gratis ti prodajalci. Kakšen gratis? Jaz za vsak venec zaslužim 5 evrov in če je to 50 vencev, to pomeni 50 krat 5, to je skupaj 250 evrov. Super. Veš kaj? To grozno je. Ja,
Ti srečo imaš, da mene imaš. Jaz zdaj to uredim in rešim vse. Silvika, če jaz prodam vse vence, pa res dobim enega gratis. Ivan, nem govor stvari več. Jaz grem do Žuža in povem vse. Ja. Kaj je, gledaš me, ne? Ja, brke te motijo. Ja, veš, da so malo bolj redki so še, ne? Samo jaz jih vsaj imam, ti pa jih nimaš. Ajde, Miki, gremo. Naslednji na kontrolo. Silvika, dobro, da si prišla. Poslušaj, tisto tvojo vodico za moje brke še imaš? Za te nobena voda, popi pivo si. Samo sprav. Povej, Žuža doma je? Žuža, obisk! Nikdar ne boš trofla, kdo je prišel. Pa to. Evo me. O, Silvi, kaj se dogaja? Kaj dogaja se? Ti veš, ti dobro veš. Ne, Silvika, imaš kako težavo? Ja, Igen, tvoji grobni vence so v naša delavnica. Ja, in kje je tu problem? Kje problem je? Ivan plača veliki najem za to delavnico, ja? In zdaj, ali ti plačaš polovic najemnino za delavnico, ali pa vence ven? Čak, samo malo. Ivota, to čisto nič ni motlo, da so venci tam. Ja, ti izkoristilo go si. Ne ti zdaj mene v to not vmešavati. Beno se je z njim vse zmenil, tako da naj ona dva to rešita, ja? Ja, ti napravila si izkoristek na kvadrat. Kakva matematika je to? Najprej ti izkoristila Beno si, da on govori z Ivan, ne? Pa ti veš, da Beno copat je, napravi vse, kar hočeš ti in zdaj ti krivdo na njega zvalila si. Ja, Jezus, no pa sesta prijatelja se bo ta pa jaz znala zmeniti. Jo, seveda, pa ti tudi veš, da Ivan naredi vse, kar Beno prosi ga, on rad ima ga. Prosti, jaz tu ne vidim nobenega problema, sesta polnoletna, ne? Ja, polnoletno, ja, samo v glavi kot dojenček so. Še Ivan zdaj prodati mora ti vence. Kaj? Kaj že kakega prodal? Koliko? Ti razmišljaš samo o svoji pose. Ja. Ti en navadni egoisto si. Ja, tako zdaj. Ti daš polovic najemnina za delavnica, 150 evrov na mizo, ali pa vence ven veržem. Silvika, ko pa vodica za moje brke, saj veš? Beno, dokler ta stvar ne reši se, nobena voda za tebe. Kaj pa je njej? Ja, kaj jaz vem. Najbrž malo kakaj postmenstrualni sinonim. Ali pa ima ta z Ivotom kakaj težave? Kaj ti je Ivo kaj namigno? Jo, daj, Žuža, no. Mora pa nekako rešiti ta problem. Daj ti teh 150 evrov pa mir. Kaj si ti malo nor, jaz naj grem v minus zaradi njema, ne pride poštev. Vse smo prijatelji, sosedje smo, morali bi si pomagati, koliko jaz vem, in to zastonj. Ja, dobro, no. Joj, glej, Žuža, no, ti boš itak zaslužila, pa še s prstom te ne bo treba migniti. Jaz bom pa dolgo lepo vodico. Za moje brke. Ne rabiš ti vodice, lej, ta priraste. Ja, ne, Žuža, no. Ne izlogti, Žuža. Dobro, no. Slušaj, kaj nimaš ti ob 6 nekega kavkaškega očarja, Hermana, Herman, ja, Herman. Herkules moje ime. Herkules, no. Ja, pa kaj bolj? 10 do 6 je, mucek. Ko sem jaz malo fuk. Žuža, pazi. Ko sem jaz malo Herkules. Slušaj, Beno, prosim te, bodi pazljiv z njim. Spomni se, kako se je končalo vajno prvo srečanje. Žuža, veš, kaj ti zdaj spomem? Jaz imam Herkulesa pod kontrolo, jo? Vedno, ko jem z njegove sklečke, mi nič ne reče. Ne, nič mi ne reče. Me veseli za tebe, Beno. Adijo. Čakaj. Zmeni se z Ivotom za te vence. Zaradi mene so lahko tudi v našem stanovanju. Mene to ne moti, nimam jaz problema s tem, ne? Saj sem ga pa ja videl. Ko pridem zvečer domov, se zmeniva, dobro? Dobro. Adijo. Adijo. Ampak za najemnino ne dam nič zraven, da je to jasno. Lepo je biti sosed.
Zvoni! O, dolgolase, kako pa je zdaj to? Ja, Žuža, se pardoniram, ampak moja Silvika ima fobijo pred nagrobnimi stvarmi, pa sem ti prinesel vence nazaj. Moral sem ti jih prinesti. Dobro, no se razumem, pa mi prinesi še preostanek, no? Kakšen preostanek? Ja, oprosti, Ivo, dala sem ti 50 komadov, to sta pa samo 2, ne? Žuža, da ti povem, da so prav vsi šli. Kaj? Egan. Prodal si? Ja. Ivo! Ja. Bravo, junak! Pa daj sprosti se malo, kaj si tako zategneš? Ja. Čakaj malo, kje je denar? Ja, tukaj sem ti ga prinesel. Če si mi ga prinesel, mi ga tudi daj, prosim lepo. Ja. Ivo, ti bi lahko delal za mene. Ja, zate in s tabo že, z venci pa malo bolj težko. Ja, sem si moral izmišljati rime za na trakove. Resno? Egan. Upam, da si zahteval doplačilo. Imam sočutje do te klientele. Veš, koliko denarja imajo ene stare vdove? Ja, pa ti ne more kar tako vsak dati 5 evrov na pitnine. 5 evrov? Ja. Ti si nor, Ivo, knedl. Veš, koliko danes stane umetnost? Kolega, šel si se prodati pod ceno, ti jaz povem. Žuža, saj imam svoj del. Jaz sem eno stranko, ne, ki je kipar. Cele dneve ga cuka okoli po bifejih, pa pride po noči domov, pa lukn zvrta v eno skalo, pa je tako malo zgledi, da je približno nečemu podobno, naslednji dan pa jo proda za 10 000 evrov, ali pa še več. Aha. Ja, samo on je uveljavljeno ime, jaz sem pa Ivo Špežeh. No, saj, če bi pisal v angleškem jeziku, bi mogoče lahko zahteval več. Ja. Špehe se v angleščini reče bacon. Ivan je pa John. John Bacon. John Bacon. Vidiš, to je ime in priimek. Obstaja že en slikar s takim priimkom? Veš, nikoli nisem pomislila na to, da je Francis Bacon v resnici Franci Špeh. Ja, no vidiš, pa je že oddano. Ja. Veš, kako rimo, ko si pisal na one trakove? Žuža, ne, zdaj nimam časa, veš, Silvika ima doma prijateljico, da me postriže do konca in moram iti. Neko divjo frizuro, ja? Daj, eno rimo. Eno, dobro, samo eno. Prišel je čas, ko pojdem tudi jaz gor na nebo. A moje oko te vedno gledalo bo. Kako lepo. Ja. Tako iskreno. Viš, to je prava umetnost. Ja. Pa za samo 5 evrov. Ja. Belo! Oček! Kaj se ti je zgodilo? Nič. Probal sem tisto finto s posodo. Kaj te je napadel pes? Ja, Herkules, kavkaški ovčar. Veš, kako me je trgo? Ne bom ga več treniral. Gotovo. Šlus. Konec. Ende. Čing, čang, čoj, kung, gotovo. Čakaj, ti imaš za ta biznis obljubljenih 600 evrov, Beno. Žuža, lahko bi vmral. Čakaj, to je začetni šok. Razumeš, se bova midva o tem pogovorila, ko se boš ti pomiril. Velja, glej, sedi zdaj zraven svojega prijatelja, jaz ti bom pa enega patriota prinesla. Jo, seveda, da se pomiriš. Sedi, mucek, sedi. Čakaj, pazi, Ivo, joj, pazi to. Oprosti. Zorjo. Dobre. No, tu imaš. Kaj je to? Ja, vodica za brke in za lase. Pusti vodico, pir bova pila, hvala. Izvoli, da še ti enega dela. Ja, hvala. Ko si ti onor. Še dobro, da sem tistimi frdomenimi Herkulesi vzel posodo, ko se je najedel.
Ja, drugače bi me zdaj Matilda že svojo koso na vrito šlepala, če veš, kaj mislim, pa to. Ja, saj vence bi imeli, Hvala lepo. pa tudi pesmico bi si izmislil zate. Ja. Tu leži ubogi Beno, ki ga raztrgal je ovčar. Slava mu! Saj bil dober je gozdar. Lovec, Ivo. Ja, no, kaj je, se rima. Beno, jaz moram na striženje. Daj, tu imaš to vodico za parkiranje. Ne, ti samo imej to volico. Veš, Ivo, jaz bi rad imel bolj bujne brke, kot imam zdaj, ne? Samo ne bi pa imel tako kralj Matjaž dvakrat okoli mize za rolene, če bi to mislil. Veš kaj, Beno, ampak tule bi bilo pa dobro, da bi pokril tele brezlasne zaplate. Daj no, Ivo. Kaj je? To me je tisti Herkules čovsno. Ja. Drugače imam jaz take bujne lase. No, močne, vidiš. tako kot če... Ja, Peče. Je, ima tudi dezinfekcijske učinke. Ja, kaj če ta mrzina imela steklino? Ja, no, ja, vse bo kmalu bolje. Ja. To peče, Ivo. No, vidiš. Daj še malo. No, evo. Ja, boš videl, Beno, kako bo v redu. Jutri se boš zbudil v nov dan. No, tu imaš še neko zaplato. Ja. Miért áll már ézel valaha? Nem, de egyszer ki kell próbálnom. Mondtam Ivónak, hogy fodrászno vagy. Jó. Iszom még egy kis bort, aztán Brad Pittet csinálok belőle. Igen. Dober večer. Ivon! Ja, Silvinka. Ivon! Ja, kaj je? No, Ivon! Ja, pardon. Ibolya! Ja, me veseli. Örülök a szerencsének. Ja, Fodrász! Ja, to je ta tvoja ebola, ja. Ja. Prijateljica. No, pa, a tako smo že kar pripravili. Nimam nič proti, lahko kar začnemo. Jo. Ja, nimam nobenih želja, kar... Ja. Semmilyen kívánságod nincsen? Ja. Naj kar postriže, se je profesionalna. Ja. Nekem ez a Brad Pitt, féle frizúra tökre tetszett. Brad Pitt? Igen. Ja, Brad Pitt, ja, gotovo, zelo. Hát akkor legyen Brad Pitt. Igen? Ja, igen. Ja, samo... Ti moj Brad Pitt. Ja, gotovo, zelo. Igen. Ja. Ja. Koliko procentov pa ima tole vino? Kaj? Kaj govori? Nem értem. Jó lesz? Jó lesz? Ja, kar, do konca. Samo da ima obliko. Was ist denn los? Oh ja, das ist eine Riesenchance für Bayern! Und da! Kannst du mir das mal vor? Ivo! Beno. Takoj pridi sem! Ivo, javi se! Ivo, Beno tu! Kaj je? Ivo, javi se! Beno. Zanjat. Ivo! Kaj se je ti tebi zgodilo? Ja, kaj, to jaz tebe sprašujem. Sem ti rekel, ne daj mi tiste vodice za lase. Poglej to. Kako ti naj zdaj grem taki psa trenirat? Ja, kaj je? Se bo mogoče zdaj on tebe ustrašil.
Ivo, Beno, ki ti imaš lase. kaj je? Bojlo. No, preden me je začela strič, sta se ga s Silviko napili in sta imeli v sebi že 2 flaši rdečega. Ja. Veš ga, Ivo, tako bi te tudi jaz znal obriti. Pa kaj si hotel, da te tako ošiša? Tako ravno ne. Kaj jaz morem, če je rekla, da bom zgledal ko Brad Pitt? Ja, dobro, mogoče je nazadnje gledala tisti njegov znani film 9 tednov in pol v Tibetu. Ja. Mogoče. Ivo, seveda. S to vodico te našpricam, pa ti malo not v glavo vtrem, Ja. pa boš jutri ko Sandokan. Seveda. Ja, Evo, te pa v 3. tak. Hej, pripravljeni? Ja. Saj nisi rekel, da boš pošprical. Ja. Jo, saj sem, glej. Lahko se malo. Beno, Kaj praviš? jaz čutim, kako že poganja. Ja. Jo. Jo. Ja, Beno. Ja. To smo pa bili. Zdaj pa vsod, Ja. da boš enakomerno poznati. Ja, še. To mi de.